Preverjali smo že utrip mestnega jedra Slovenj Gradec, prav tako smo obiskali trg na Ravnah na Koroškem. Zdaj pa smo se pomaknili še v Dravsko dolino, v občino Dravograd. Z razlogom se nahajamo na mostu čez reko Dravo. Velik vpliv na razvoj kraja je imela nekoč reka, ima ga seveda tudi danes. Sestali se bomo z nekaj sogovorniki, obrtniki, ki še skrbijo za to, da se v Dravogradu nekaj dogaja, oziroma da trg še živi. Zanima nas torej, kako je trško jedro živelo nekoč in kako danes, kakšen je pogled v prihodnost, kakšne so še perspektive mesta in kako dogajanje še popestriti. Ja, Lukna je zelo zanimiv prostor že zadnjih več kot 30 let. Dogajale so se že prej športne igre, razni koncerti, kina, ampak za te stvari je potrebno delati, je potrebno imeti ekipe, je potrebno imeti ljudi, da se s tem ukvarjajo, sicer vse skupaj obstane. Ni samo stvar v Dravogradu. Že sam z svojo ekipo smo delali po celotni Koroški in animirati je potrebno vse, kajti za sam Dravograd ali katerokoli drugo našo koroško mesto ni dovolj, da se napravi ena zgodba, nek dogodek, nek event in seveda mi nimamo teh ponudnikov domačih toliko oziroma še niso navajeni, nimajo izkušenj, mogoče jih je strah, zato je treba poklicati tiste, ki to delajo, govorim tudi iz preostalih koncev Slovenije, ampak če se naredi ta dogodek, recimo dobra ideja je bila Most okusov, ki so ga izvedli eni fantje tukaj iz Libelič, ampak ga je potrebno še nadgraditi in dogodek je potrebno narediti tudi recimo v Ravnah dober dogodek, da grejo Dravograjčani tja pogledati, da pridejo Ravnčani v Dravograd, da grejo Slovenjgradčani v Dravograd in obratno. Lahko rečem, da smo med prvimi, seveda še s prejšnjo garnituro tudi zdajšnjim županom pripeljali odprto kuhinjo v Slovenj Gradec. Gostilna Wolf je zelo stara, verjetno se je pričelo to delo v 20. stoletju, se pravi 1920 letih, ampak obstaja tudi neki vir, da bi pred lastnico Ano Wolf tudi ena družina prej imela gostinstvo, sodeč po eni sliki, stari tudi iz nemških časov, Avstro-Ogrske. Kot gostinci verjetno zdaj vsi se trudimo, časi niso ne vem kako rožnati, obremenjeni smo pač tudi s kadrom, pomanjkanjem kadra, zdaj je tek mladina, morda jih je strah priti tu delati, je pa verjetno veliko tudi odvisno staršev, da pač si ne želijo, da bi morda punce celo delale po lokalih, ne vem, morda zaradi slabega, ne vem, kakšnega pač mnenja. Včasih, mislim, je bilo to, trg je bil poln ljudi, mislim, trgovine so bile, je živelo, danes je pa praktično mrtvo. Tako da se moraš za vsako stranko se res moraš boriti, ker ni več to. 5 cvetličarni sta pa mi smo pa te trgovine z Čevlji pa spodaj ena 5, praktično 5, tule v trgu. Prej je bilo pa, lokalov je bilo tule vrta 15, to je skoraj vsaka vrata, mislim, je bil gostinski lokal, trgovine so bile, tam ona blagovnica, mislim, to je bilo res špecerija, danes nimamo nič. 22 let sem že tukaj, 22 let je tudi cvetličarna odprta, so res spremembe. Včasih je bil trg poln, vse je bilo polno, dogajalo se je, zdaj je pa mrtvo. Gostilna, 2 cvetličarni, še dobro, da je še banka, da se še pripeljejo v trg. Je sprememba, ja. Najslabše je to, ko so rože povsod, to je res. Povsod dobiš rože, šopke, ampak tisti, ko imajo slabe izkušnje z drugimi trgovinami, pridejo. Tu je le vedno sveže, vsak dan sveže cvetje. Bolj strokovno narediti šopek, kot pa kje drugje. Tu v samem centru del boje, da ne rečemo naše bokvarne, namreč v protokolarnem objektu v dvorcu v Bukovju imam arhivo oziroma študijsko ali kakorkoli bi imenoval, cirka 3000 metrov polic. Zakaj govorim bolj v metrih? Zato, ker je okrog 600 metrov strokovne literature oziroma revij, publikacij, zdravstvo, lovstva in vojske in tako dalje. Okrog 2000 pa še malo metrov je pa proza literature oziroma tu, če se pobaham, je okrog 250 000. Vse posod se začne nekje
tako je tudi Dravograd še iz časa kelto-lirskih provinc, pa da ne rečemo do zdaj, je Dravograd bil kar pester. Prvič pa zaradi tega, ker skozi Dravograd teče tudi Drava. Verjetno ni bilo obrti ali dejavnosti, da ni bilo v Dravogradu. Ampak ne samo to, da ni bilo, ampak ni bilo, da je bil samo eden. Sigurno je bila konkurenca, ali zdaj vzamemo fotografa, je sigurno sta bila ena ali dva, oziroma so bili celo trije, isto kliparji, vodovodarji, krojači, oziroma praktično bi rekel, trdim, da ni bilo dejavnosti, da ne bi bilo, da trgovine ne omenjamo. S tem pa, da v Dravogradu je bilo več ali manj, sami Dravogrečani malo prisotni, so bolj turizem, da so bili okolišni, premožnejši iz Ojstrice, Črneč, Šentjanških gor, pa tega, da so imeli tu trgovine, delavnice in tako dalje. Če tudi vzamemo še nekje do sredine, tam 70-ih, začetkov 80, je v Dravogradu bilo kar precej takih dejavnosti, ki so več ali manj zdaj počasi izumrle. In če vzamemo še 1912. leta je bilo registriranih pri poslovni registraciji v Sloveniji oziroma za občino Dravograd čez, da ne bomo malo lagali, čez 681 dejavnosti. Opustili smo Koroško ohcet, vsako leto so se jim par parov poročilo, simbolično in tako naprej. Pa razne tete, kot so bile kot igre brez meja. Cel trg je bil cel dan zaprt, pa je bilo vse veselje, danes pa še za, da bi rekel, kako svečanost ali pozdrav, 5 minut ne moreš zapreti, je problem.